kot sem dejal, glede na dejstvo, da smo pred volitvami najavili spremembe, da jih že uveljavljamo in da najavljam nove in bistvene, potem se mi zdi to zaupanje izjemnega pomena, ker kriza, v kateri smo, je prinesla nezaupanje. Brez ene rekonstrukcije tega zaupanja ni mogoče imeti ene, ko bi rekel, moralne drže pri vseh vprašanjih, ki bojo zdaj pred nami. Ta moralna drža se kaže v predanosti, da delamo za skupno dobro. To sem povedal. Kot predsednik stranke se moram zavedati, da kot vladajoča politična sila sem tudi in zlasti predsednik vlade in da moram kot predsednik vlade imeti pred očmi skupno dobro vseh naših ljudi. V tej politiki konsenza znotraj stranke in v slovenskem političnem prostoru vidim pravi način za to, da premagamo te težave in če se bo in verjamem, da se bo zaupanje v vodenje države okrepilo, potem mislim, da bomo tudi najtežje orehe, ki nas čakajo zlasti v prvih 2 letih, strli. Rekli ste, da se boste posvetili zlasti vodenju vlade, ta čas še niso znana imena 2 podpredsednic in 2 podpredsednikov. Koga bi nekako ne najraje videli na svojem mestu, da vam pomaga pri vodenju stranke? Mogoče je bistveno to, da se kot predsednik stranke nisem z ničemer vnaprej podal v prepričevanje stranke glede njenih preferenc pri tej izbiri. Tukaj so ljudje, ki predstavljajo stranko v celoti in oni se bodo so se že, pa še ne vemo rezultatov, odločili, komu bodo zaupali podpredsedniška mesta in odločili se bodo prav. Jaz bom s temi ljudmi tudi delal. Kako nadomešča torej tisti, ki bo med temi 4 izvoljenimi dobil največji število glasov? Ali je to vaša suverena odločitev? Jaz imam priložnost in pravico, da predsedstvu predlagam kandidata ali kandidatko za namestnika ali namestnico predsednika stranke. V času, ko bom vodil vlado, je to funkcija, ki bo bolj pomembna, kot je bila doslej, ker bo imela ta oseba veliko več pristojnosti, kot jih je imela doslej in ta izbira seveda ne bo nepomembna, jo moram pa seveda uskladiti s predsedstvom, ki tako imenovanje tudi potrdi. V vsakem primeru bo šlo v tem mandatu za pomembno odločitev, kdo to bo. Če lahko še eno kratko malce neprijetno vprašanje slišite očitek zlasti iz ust Aurelija Jurija, da danes tukaj niste govorili praktično v ta čas najbolj vroče teme, torej zunanje politike, odnosi s Hrvaško. Tako sem se odločil, ker sem že večkrat povedal, da je sedaj čas tihe diplomacije, ta teče in teče ugodno. Mislim, da se je okrepilo zaupanje med vodilnimi ljudmi v obeh državah, navzočnost Evropske komisije oziroma Evropske unije pri posredovanju in sedaj je treba dati diplomaciji čas, da opravi svoje delo. Potem bomo politiki znova pri besedi. Gospod predsednik, rekli ste, da bo odločitev o vašem namestniku nekako pomembnejša, kot je bila doslej. Jo lahko kot pomembnejšo razumemo tudi v kontekstu, da stranka se počasi pripravlja tudi na vašega naslednika. No, danes stranka ni glasovala o novem predsedniku stranke. To bo storila, ko bo to ocenila za potrebno. Jaz ne bi prejudiciral teh odločitev. Isto, kar je nesporno, pa je, da tisti, ki bo imenovan za namestnika predsednika, prevzema bistveno večjo vlogo, ne samo navznoter v stranki, ampak tudi v predstavljanju stranke navzven. Smo pač v takih razmerah v državi, da se mora predsednik vlade sedaj povsem osredotočiti na delo vlade in to mislim tudi storiti. Povedal sem, da nameravam predlagati ministrskemu zboru, da se odločimo za nekatere reforme in za nekatere temeljite spremembe. To bo zahtevalo vso mojo energijo in, kot sem rekel, temu se bom v celoti predal zdaj. Danes ste dobili skoraj oziroma 90% podpore pri članstvu, pa me zanima, ali so notranja trenja v stranki glede vaše konsenzualne politike zdaj pozabljena? Ne, jaz razumem, da tak visok odstotek podpore ne pomeni tudi tako visoko enotnost glede mojega načina vodenja, ampak v 12 letih, kolikor sem doslej vodil stranko, se je utrdilo zaupanje, da ne delam v neko osebno korist,
da poskušam ravnati v dobro stranke in v dobro ustanove, ki jo vodim, ali državnega zbora ali vlade. In to zaupanje je tisto, ki žene to stranko ta hip naprej, tudi ko se s kakšno od mojih odločitev ne strinja. Velika večina ljudi ve, da so sprejete odločitve rekel iskreno v tem smislu, niso predmet nekih posebnih stremljenj, ampak poskus pravih odločitev, to ni vedno tako. Jasno, vsi smo ljudje in se motimo, ampak v večini so odločitve, ki gredo v smer iskanja uveljavljanja interesov ali stranke, če vodim stranko, ali države, če vodim vlado oziroma državni zbor. Še eno vprašanje, in sicer danes ste veliko govorili o stremljenju v kriznih časih, v krizi. Kdaj se bo stranka lahko nekako napila tistega vina, ki je nekako bilo obljubljeno pred volitvami vsake stranke, ki zmaga, da bodo lahko kandidati, ne vem, lokalni veljaki, morebiti tudi članstvo, dobilo kakšen kos pogače? Kdaj se bo to lahko zgodilo, če sploh? Tega ne bo. Jaz razumem, da je bilo v prvih 100 dneh deloma veliko razočaranje tudi zato, ker se to ni zgodilo, kljub temu, da sem povedal pred volitvami, da se to ne bo zgodilo, je vendarle marsikdo pričakoval, da bom to besedo pojedel, pa je nisem, in to je seveda imelo neke slabe reflekse, ampak na koncu spet ljudje me dovolj poznajo, da sem pri strateških odločitvah trmast in tukaj bom to trmo tudi vzdržal. Zdi se mi zelo pomembno, da se pri tem vztraja, ker je to po moje umikanje neke ovire, ki je bila sedaj ovira za razvoj, uspešnejši razvoj Slovenije. Še malo samo refleksije, če lahko. Hvala.